Preširen, Kosovel, opazovalnica, poslušam junak, amen. Ta amen je meni priceless. To si pižamo ta nasral. Ne, to je, čakaj, moram še enkrat, da nam na robe, ki je rekel, Luka, satelit, no to ne vem, poslušalec Luka. Jaz sem pa mislil, da si pižamo ta nasral. Ker je tak njegov glas, ko imitira te stare druide, ali kaj ima že on. Druide. Ja, ko odpne čopsi, pa naredi tisto. Sem ti rekel, poslušajo nagine. Ja. Najbolj mi je kul, zdaj je bilo že res delo par žensk zapored in sem te videl, ki si dal slušalke in si tako čakal in pa se je moški glas slišal, se je tako na kremžu. Nekaj smo imeli v zvezi s tem, ne? Poslušam naga. Opazovalnico poslušam naga. Majčke so že? Nisi videl majc v diskoteku? Ne, dolgo me ni bilo že not, ker nimam časa. Zelo odsoten sem zadnje. Se imaš lahko notifikacije izklopljene, pa greš samo vsake dokaj da pogledati. To grem, ampak to nisem šel dolg. Oziroma pred kratkim. AI majice je naredil in so tudi par žensk, domnevnih žensk. Hashtag opazovalnico poslušam naga. Ja, imam pol en presenečenje zate na to temo. Ja. En presenečenje, ampak to prideva pol. Ne morava zdaj. Na kaj? Na presenečenje. Na Joške. Okay. Dobrodošli v toksičnem podcastu. Ja, sem rekel, to je dober tagline. To je toksičen podcast. Moška toksičnost. Yeah. Jure, 2017. Hvala, da si vzel čas. Hvala tebi. 2017 je, mislim, da je ta, oziroma moška toksičnost je bila leta 2017 ali 2018. Mislim, da obstaja že. Zaznana. Zaznana. Obstaja pa odvedno. Obstaja odvedno. Okay, ne vem. Jaz niti ne vem, kaj to je. A ti je kdaj rekla, da si moško toksičen kdo? Kjera punca? Čeprav tvoje frendice bi ti znale to reči. Ja, seveda. Mislim, tvoja družba folka. Družba folka, ja, valjda. Ja. Vsi smo, to moraš malo unat, ne. Vsi smo del problema, ne. To je dejstvo. Česa? Kakšnega problema? Jaz dejansko ne vem, kaj to pomeni, moška toksičnost. Ti marsikaj ne veš, kaj pomeni. Lahko mi poveš, kaj je na 46. strani pisem od Mozarta. Obstaja ženska toksičnost? Ja, seveda. Ženska toksičnost? Seveda. Zakaj ni tako popularna kot moška? Zaradi tega, ker živimo v sistemu, ki je zelo naravnan. Patriarhatom. Jaz ne bom tega pogovora stava. Jaz ti, res, nisem v atmosfercih, peva se kaj drugega pogovarjati. Adam, jingle, pa pol kreneva. Danes imamo jam-packed show. Ampak nisi pa nikoli dal pobude, da bi imela kakšno žensko gostjo. Veš, kaj ti bo iskreno? Jaz se tle bojim kogarkoli. Jaz si ne bi upal. Domače živali ne bi upal povabiti. Govoriš, da sem nestabilen. Govoriš, da sem nestabilen. Ja, Jure. Kot da. To je lahko naslov. Kot da. Ni fair to, no? Ja, ti me zmeraj žališ tako podtalno? Podtalno te žalim, ok. Ti pa eksplicitno. Ja, jaz pa zelo in your face. Ja, in zaradi tega si ti bolj popularen. Jaz sem bolj popularen od te, to pa res ni res. V tem podcastu. Ok, da grejo naprej in grejo intro. Ja. Treba je povedati, da jaz sem bil pri tebi. Ne, to povej. Snemanje Milijonarja. Tako. Posnela sva epizodo Dobrodelnega milijonarja, ki sicer ne bo na sporedu še tako, odvisno kdaj to poslušate. Ja. Redne poslušalke, ki to poslušate. Če to junija poslušate, tega še nekaj časa ne bo. Ja, kar sem jaz kar hvaležen. Če ste pa tisti ljudje, ki ne vem, ki boste čez 5 let, tako kot venomer kdo napiše v komentarje. Ravno kar sem odkril opazovalnico, kako hudo. Mava en tak, eno oceno tako malo. Spet nekdo, ki je ravno kar, ki je bil do zdaj na A-ideji, zdaj je pa našel skriti kotiček. Jaz molim, da ni veliko crossoverja. Jaz si lažem, da je zelo malo crossoverja. Hvala vsekakor vsem, ki so si vzeli čas za ta podcast. Ja. In obilo užitkov pri poslušanju naprej. Ja. Ja. Hvala, ker ste nam dali pozornost. Tako. Ja. In če poslušate to tam nekje do, ne vem, leta 2000
32, ne? Ja, je to bilo že. Je ta blamaža že pozabljena in zakopana nekje. Ne? Je bil pa, moram pa reči, da je Anže bil pa en tistih tekmovalcev po dolgem času VIP, ki se je pa kar krepko blamiral. Ja, to je pa nerealna blamaža. Skozi je spraševal pri vsakem vprašanju, ki se je izrisalo, a to vi mene trolate, a to vi mene trolate. Škaj priznaj, nekaj moram priznati. Nekaj mi je, hočem, da je to on, da reker napredne ljudje vidijo. Wow. Jaz bom zdaj priznal, kaj se je zgodilo pri prvem vprašanju. Deva se sam to pogovarjati. Spoiler. Spoiler. Nisem vedel prvega vprašanja. Točno. Ampak, tudi ti ga nisi vedel. Spomniš, kaj je bila neka slovenska ljudska pesem? Neka slovenska ljudska pesem in tudi ti nisi vedel, kaj je bilo. Česar pa jaz nisem vedel, ker ne gledam tega šova, razen parkrat zaradi tebe sem ga gledal, da je očitno prvi odgovor vedno... Ja, to je nekak leitmotiv našega milijonarja. Vedno je D. Enkrat v vseh svojih 6 letih, ko ga vodim. Aha, ni bil D. Ni bil D. Okay. Jaz to nisem vedel. Sem te videl, ker sem jaz rekel, jaz bom mogel za pomoč prositi pri prvem vprašanju. In sem rekel, model vedno je D. Ampak ti mi nisi verjel. Ne, nisem ti verjel. Jaz te nisem nič verjel. Nič ti nisem verjel. Pa to je dobrodelno, come on, man. Ja. Zakaj smo igrali? Sem pa, ne bova povedala, koliko, priigral sem denar za Lulino vilo. Ne? Za Lulino vilo sem priigral denar. A niso bile tačke na patrulji? Ne, niso bile tačke na patrulji. Tako da, ja, jaz mal upam, da bo, ko bo to vam prišlo, da se bo hitro polegla ta blamaža. Ja. Mi je pa producentka rekla, da sem bil super. No. Ja, to pa je. Ja. To pa reče vsakem. To je, veš kaj. To ima tam en list teksta, ki ga je že tokrat rekla. In, a veš, Jure Košir je vem koliko let prišel, ne vem, tam na predzadnjo vprašanje in je mu rekla, da je bil super in ti si prišel tako, da si pač prišel in ti je pač rekla, da si bil super. Ne more ti reči. Škaj mi je najbolj noro, ker sem pač bil tam, napreden sem šel gor, sta bila 2 tekmovalca. Ja. In je grozen. In zato jaz sem toliko slab v teh kvizih, točno zaradi tega, ker imaš vprašanja, recimo, ker ste jih imela ona dva, ki ne bi bila kao težja, neka celebrity, načeloma. Ja. Pismo, jaz sem bil sam, tole. Ja. Pol, če pridejo pa te neke ponarodele zadeve, ker imam jaz res lepo pego, s kolebenca skačeš pač. Ja. S kolebenca skačeš. To je res. To sem imel tudi jaz, ko sem bil otrok, ko sem gledal ta kviz. Pa tuj, pa tako. Je bilo vedno tako, ne? Pa jaz moram iti na ta kviz tekmovati. Ja. Pa jaz bom zadev resen denar. Ja. Ampak ne vzameš pa v obzir, da tudi če imaš neka specifična znanja zelo velika, moraš imeti pa tudi znanja hojladrija, hojladrom, a se ta tekst pojavil tudi v pesmici Rom pom pom, še ne gremo domov. A tega pa verjetno ne veš. In to je bilo recimo prvo vprašanje, bo točno, jaz nisem vedel, jaz sem bil pa in pol pred ta tretjem, sem res rekel, me vi trolate. Ja. Res je bilo slabo. No, ampak je bilo pa zelo zabavno. Jaz upam, da je bilo, no. Jaz upam, da bo, meni panike, več past. Meni je bilo sem najbolj, ker publika, ki je noter, ne mene zelo dobro pozna, ker so skozi tam že vsa ta leta in se zafrkavam in tako. Jaz sem se jim opravičil na začetku, sem začel snemati. Se pač, in celo je bila noter ena poslušalka, ki je vedela, kdo sem. Opazovalnica. Tehnične podpore. Dobita v bistvu. Mislim, vedela je, da na valu delam. Od vseh ljudi in njih malo, nisem veliko. Ne, glede 60. Ja, dejansko 60. Eden je vedel, kdo sem in sem se ostalim upravičil. Najbolj mi pa bilo, ker seveda Anže je mogel na koncu uvaliti svoj joke, kje je kolo sreče? In v publiki smrtna tišina. To sem se pa res... To sem se pa počutil, tako, jaz si predstavljam, da tako se je Will Ferrell ali pa Larry David počutil, ki gre s temi na nož. To je interna. Ja, in pa s tem neki rešval, no, to je, in te sem rekel, kdo ne ve. Kdo ne ve, ampak mi je pa noro, ker sem se cel cajt pripravljal, da bom to rekel in sem pričakoval tišino. Iskal prav moment. V glavnem, veselite se te blamaže, res tako neironično, deva sam to povedal, jaz bi sam rad bi pripravil pričakovanja. Neironično, nisem se odrezal. Kaj bi mi dal? Od enega, ki je ok bil od VIP-ov,
notno črtovje, kje sem. Ne, poprečen je bil. Sva se pa zafrkavala. Bila je neka mini opazovalnica. Ja, v bistvu. Na nek način. Video, unike, ki zahtevajo video opazovalnico, bojo končno prišli na svoj račun. Ja, tako recimo. Pa bi rekel, iskreno si se sekiral, ker nisi vedel vprašanj. Ja, zakaj? Sekiral sem se pa samo zato, ker moj cilj je bil priti čez 5, da Lunina vila dobi nek denar. To je bil moj cilj. Ja. In glede zaradi tega, ker sem vedel, da bojo ta neka vprašanja, ki imam jaz res, in pa je bilo res neka slovenska ta glasba. Neka ljudska. Ki sem jaz tako, tle sem jaz bos, pač ne. Pa je bilo nekaj v matematiki, ki sem prišel dol z odra. Točno. Sem takoj vedel, kva je. To me je pa zmedel, ker je bila eden od odgovorov, je bil tako weird, da sem tako, zakaj je to tam, in sem se tako na to fiksiral. Pa mi je pa tudi Boštjan Gorenc Pažama pomagal v narekovajih, gremo temu reči. He makes a cameo appearance. Ja, cameo appearance pižame je tudi, no, tako da super, no. Da greva jingle, pa jaz bi še nekaj o milijonarju. Ni še jingle, pa bi pa jaz še nekaj o milijonarju povedal. Hvala te bom, to ti že vnaprej povem, ampak te bom dejansko pokazal. Zdaj pa jingle. Še zmerno čut te ženske. Mogoče se je preselila v tujino. Zakaj me gledaš tako po stran? Kaj to pomeni? A se je javila? Anže dela frise. Ksih te poka, a to se pa veselim. A je pod mizo lihkar, pa bo prišla ven. Ne, do tega še prijela. Jaz bi nekaj še o milijonarju. O milijonarju, še na 3 krike. Moram pa reči, tam, ko sem te gledal, tisti, ki se ne vidi na TV-ju, je bilo pa zelo impresivno. Na kakšen način? Neki tam ni delal na začetku, veš, pa si imel tam publiko, pa ta folk s tabo dela, pa tako. Ja. Ne, pa se ne disam, itak se vedno nekaj zgodi. Ampak moram reči, zato, ker jaz tam imam res, pač, veš, to ljudje itak toliko ne verjamejo, mi da z Juretom se slišva vmes, ko snemava, ampak nekako skoraj zavestno se raj ne. Ja. A je to fair? Ja, absolutno. Skoraj raj se ne slišva, a ne? In jaz pa nimam toliko videa, resmo, kako zgleda ali, ta teden ali pa milijonar, recimo, ne? In moram reči, da pokaj sem videl ta, tako, ker sem kar nekaj časa prej prišel, sem sedel. In moram reči, da je bilo zelo impresivno. No, tako se mi zdi, ko vidim Jocota, kdaj tudi izven sam tizga, kar je na TV-ju, ste mi tako res te profi, no? Ne vem, kot to drugače reči. Pač. Mislim, to so ekstremne situacije, ne? In ti kot voditelj, ti si v situaciji, da boš na televiziji za gledalca kriv za vse. Ja, fair point. To je vedno fair tako. Point. Ja, fair point. Ti si voditelj. Ja. Ne bo, če bo kader postran, če se me ne bo slišal dobro, preklet Kotler. Ja, še sliši se ga ne dobro. Mater mu, bistričko. Tako to. Mater mu, bistričko. Že spet, povej, kateri od 4 slovenskih pregovorov je resničen? Mater mu, bistričko. Mater mu, bistričko zvuzilano. No, in stvar je v tem, da zdaj to majevski set epizod, ki smo snemali, ki je bil že za sezono. Lokacija je druga, ne? Ja, v bistvu smo snemali v dvorani, kjer so koncerti, kjer sem imel lani koncert z Bigfoot Mamo, ker sem igral klavir. Se pravi, to je dvorana Media Centra, ta velika za nastope. Ker vmes iz ene sobote na nedeljo je bil not rave party. In so studio naš pustili in je bil DJ tam, kjer sta monitorja na sredi. Vrhunsko. To pa dobro, to je dobra fora. To je sam, mi, ki smo zjutraj prišli snemati, smo še mi bruhali. Ja, verjamem. Ker je bilo v zraku ne samo alkohol, ampak tudi bruhanje. Ja. Pa MDMA ali karkoli. Ja. Zdaj, kaj to, ka mask, ki si ga oponašal, zelo dober, by the way, ketamin, si dober ponašal mask. No, in da se je pol zgodil, te 4 epizode na dan, to je efektivno 8 ur, ne?
Ja, tam nekje. ja. In te ljudje sedijo, in ti moraš tudi, ko se ne snema, skrbeti, Ja, da nisi sam tisti. vse to. No, in to je tisto, se mi zdi, To je težko, no. To sem hotel reči, pa ne da bi tako, ampak to je se mi zdi, da tisti, ki ljudje ne vidijo, Ja. da se ful enih stvari dogaja, tudi ful enega kruja je, ki tam in snema in montirajo, Ja. zato za tret skrbijo. Ja, veš, ta teden Ja, tam je pač tistih 10 folka tako, to noter, je čisto druga logika. ki druga pridejo logika. gledati live to tape. Seveda. Se pravi, Seveda. niso nikoli noter 1 uro, Ja, ker je prej konc ja. v 20 minutah. Klepa tako. In tudi, ko sem šel ven, mi je producentka rekla, da sem bil ok, pa par. Sem rekel, no, ja, se je ta blamaža in tako 1-2 gospe, super ste bili. Ne. Super ste bili. Yes. Pa mi je pa še en model rekel, ko sem šel kralj ali car. No, Tako sem rekel, več si človek, jaz, ker nisem celebrity, več je že skoraj. Jaz sem ta, jaz tu cosplayam celebrity. Aj to je on, ko me je vprašal, če mu lahko parking zrihtam, sem rekel, jaz sem računam, da je car, da je kralj. Ja, to. To je to. In to Ja. je pol, ne, to se ti pol. Ne, res dober si bil, ker si res ta nek energy držal, tisti, ki ni šlo, folk se je imel fajn. To moraš. Ja, res dober. Res dober. To moraš, ker je toliko folka, se si videl, koliko je. Ja, Kamer kar je bilo meni, okay, je pa to. Sam tako, da ti povem, ker sem pa videl, jaz sem zdaj sam te dva videl, tukaj tudi pol vidiš. Te ljudje, ki pridejo, res so iskreno tam, res. Pa se mi zdi, sploh se jim ne gre toliko za denar, kot kar vidijo, da so fani da so fani kviza. Tega je veliko, ja. A veš, da so fani kviza in hočejo tam nastopati. In polk jim ne gre, je v resnici. Se mi zdi, da na TV-ju se ne vidi, koliko je heartbreaking to. Ja. Kot tam, ki sem videl, polk še vidiš, človeka dol od koraka, pa nič slabega, res to res tako iskreno, mislim. Je bila kar izkušnja, moram reči. No, tako da v bistvu ful hvala. Ja, lej, Ne glede na blamažo, Pa se ni bila dragoceno. taka blamaža, ne sam. Ja, mislim, bila je. bilo- Realno, ne. Ja, okej. Ker bi kar spustil pričakovanje. Ekstra. Zakaj si z očmi zavil, ko sem rekel, če se kaj javlja tista punca prej? Lej, nisva še tam. Zdaj Kaj imava- mi nisva še tam? Nisva še tam. Pač nisva še tam. Zdaj imava. Kaj mi tajiš? Nisva še tam. Kaj mi tajiš? Mava 3 nove ocene v Apple Podcast, kar se res redko zgodi. 3 nove, tako da A je to so še- te napisane. A ne? A je to vse še ta posledica tega aftershocka live? Se pravi, imamo 19. maj, 7. juni, pa 10. juni. Ne? A ja, Tako da ne, Tako da okej. v bistvu vmes še. Ja. Tako da, okay, preberem, lahko dovoliš. Izvoli. Ja, sej bova prišla do tja, kamor zdaj gleda v komp, ki imam kaj pripravljen. Jure. V glavnem, okay, imamo takole, 19. maj, koksi, KOKSI? KOXI. Hvala Bogu je. Hvala. Ne vem. Tukaj sem včeraj gledal, zvečer. Porno. A ja, ne. Gledal sem ura Filomena Kank on Life na Netflixu, ki sem bil tako zmatran, sem videl nič gledati, kar bi in je imela Briana Coxa. a ne, Poznam, ja. In je ta joke je kao, do you go by Brian or do you prefer Cox? Ne. In je pač, in veš, ob 10. zvečer čisto zgotov sem bil tako. Okay. On je kar tečen. A Brian Cox, sam veliko ve, ta star, on načeloma veliko ve. Ne, Ne gre se za to, da veliko ve. Gre za. Veš, za koga gre? no, da je slišim. Gre za. A je pri nas sploh in ta termin science communicator? Ja, je, zmeraj A bolj. je. Zmeraj bolj. Ampak pri nas teh ljudi ni. So. So? So. Škaj, tujini tako le gledam, v tujini jih je. Ja, veliko Veliki več. so prominentni, Ja, od ja. Briana Greena do Ja, Briana dobro, čeprav ta Coxa. je tudi profesor. Ne. No, ne. Imaš ti science communicatorje, ki samo to delajo. A razumeš, ki Ja. samo delajo na popularizaciji. Absolutno. Ta je dejansko še vedno profesor Vem. za particle physics. Ali Ja. Vem, da je. Ampak hočem povedati, da od veliko teh ljudi pristopi, ki so v celoti vedno poljudno znanstveni, Ja. niso prav, se meni zdi. Okay, ampak hočem samo reči, da ti. Ker delajo na tem, da ti pozornost dobi. Okay. V znanosti, v fiziki, no, kar mene zanima, ni vedno vse tako, da bi ti lahko pozornost dobilo, ampak je boring. Relativnostna teorija je dolgočasna. Razumem, Vsi se pa opirajo na tisto, da gre pa čas hitreje, pa čas počasneje. To je, ko začneš to razlagati jezo navataš. matematično, Ja, okay. je takoj vse jasno in ni več tako zanimivo, sploh in Okej. šokantno, Okay. kot ti začne to razlagati en. Pa z nekimi paradoksi, Zabine Hosenfelda, recimo. Okay, njem ben več ne mara, ki je ratala nek šil, ba je za ne vem koga. Scientologija. To ne vem če.
Njo bi bilo treba iztrebiti. Ne iztrebiti, Jaz grem. prepovedati, no. Ja. Iztrebiti. Ne vem. A dam bip čez. Ne, pusti. Ona je plevel, klede bipč. Okay, Plevel YouTube, beri naprej Coxe. A ja, Brian Cox. Ja. Situacija je resna, 5 zvezdic. Hej, na opazovalnico sem naletela konec 2024. In ja, šla sem all in, v narekovajih, od prve do najnovejše epizode. Res ne spadam v kategorijo 40-letni moški, ampak hej, očitno ima podcast širši doseg kot le srednjeletni ciniki z mnenjem vsem. High five, Jure. Pa kaj je to? Ne vem, ali ti so ali ne. Sej smajli pol. Jaz nimam mnenja. Smajli. In sem 20-letna študentka in lahko rečem samo legenda od podcasta. 20-letna študentka? Ja, to ne nas poslušati, prosim. Ker jaz ne razumem, kaj imate od tega. Kaj imate od tega? To se sliši tako, barely legal. Idiot, ne, se upravičujem vsem Ja, no, a ni, prizadetim. to je barely legal. Ne, mislim, kaj ima to veze? A ja, Okay. Ja. Gremo naprej, prosim. a to je to? To je to. 5 zvezdic. A ja, to je jaz to. mislil, da se bo zdaj razvilo. Ne, legenda od podcasta, to je to. Okay. Novomeščan, Novomeščan. juni 25, nista edina, 5 zvezdic. Dopo Barba je tudi en tuj podcast, ta je boljši, ker ga zastopam, pa un emoji bicepsa. Se pravi, v Novem mestu ljudje poslušajo. Zakaj? To vem, ker naslednja ocena, zelo kratka in jedrnata. Opazovalka ne, je nickname, juni 25, opazovalka subject line, 5 zvezdic. Lepo zdrav iz Novega mesta. In? A ja, sem to. Lepo zdrav iz Novega mesta. Tako da, hvala vsem trem za ocene. Kje pa lahko dajo ljudje te ocene? Jure? Na Apple Podcasts. Tako. To so vsi uporabniki iOS-a. Tako, to so vsi uporabniki iOS-a, tam lahko date 5 zvezdic, samo 5 zvezdic, lahko Pa pa saj tudi nekaj iOS je napišete. Okay, v redu. Ja, Kaj sem hotel reči? povej. Se pravi, ena novomeščanka, pa en novomeščan so nam pisali. Ja, tako, Ja, tako. to so pač, ne bomo jih disali, ker tem ni lahko, ker živijo v Novem mestu. Se ne veš, mogoče na študentka to z Novega mesta. Mogoče so vsi Vsi so iz Novega mesta, z Novega mesta in lahko rečemo samo zdržte. Zdržte Zdaj takle to lahko. grozno lokacijo, to Ja. grozno romsko problematiko, Da, te prosim. veselice, Ni romske, mislim, te svinske pečenke in harmonike svinske pečenke. in Okay. vse ostalo, kar pritiče zraven. Ok, zdaj pa na ta pomembne stvari. Zdaj greva pa še na opa help, jih imava par opa helpov, pa en audio vprašanje. Najprej avdio vprašanje. Ne, najprej bo nekaj audio vprašanje, ni tisto, kar ti misliš, da je nekaj drugega. Ti bo res še. Ni vprašanje. Je vprašanje, samo ni odune, ni vprašanje odune, Ne, ki jo ti čakaš. ne, jaz ne čakam nobenega, jaz hočem avdio vprašanje. Ja, okay, ne, a hočeš najprej audio vprašanje? Ja, hočem okay, najprej no, audio vprašanje zdaj. Pozdrav obema. Ravno sem dobila za rojstni dan Nintendo Switch in če se ne motim, si Anže kar poznavalec in fan Nintenda. Zraven so mi kupili tudi Mario Kart Deluxe, kar je super igrica, ampak bi morda želela še kakšen predlog za kakšno drugo. Tako da, Anže, če imaš kakšen predlog za kakšno igro, ki se ti zdi dobra in bi jo predlagal nekomu, ki je na novo dobil Nintendo Switch, kakšno strateško, tudi fantazija, karkoli, bi bila zelo hvaležna. Hvala. Ja, Bomo gibu iz kje je ta punca. Kakšno strateško igro? Jaz bi rekel, da je iz obale. Iz obale. Yes. Ja, jaz bi tudi rekel, da je iz obale. Zelo, zelo, zelo lep dialekt. Tako, čakaj, bom jaz povedal. Ireneja je ime. Ireneja je Bom ime. jaz povedal. A boš ti povedal, Ja. tako odgovor, ajde strokovnjak. Ja. Tetris. A to je strateška igra. Ja. Tehnično gledano je. Ja. Tehnično gledano je to strateška igra in Več ne rabeš. resno, no, kaj bo, ne mi z Mariotom. Stari, resno, ti govorim, 40 let imaš. Ej, zdaj pa povej še ti, ajde, Zdaj pa- lahko še jaz zdaj pa povem. ajde. Jaz bi pa tako rekel, prek je Ireneja je rekla tudi fantazijske, ne, da kakšna fantazijska igra, ne, Zelda. tako,
Breath of the Wild je res vredna svojega denarja. To je špil, ki je res vreden svojega denarja. Z razlogom je zmeraj na spiskih top 10 špilov. Pravi Zelda Breath of the Wild. Ja. Meni nekaj ni jasno. Marsikaj. Ker sem bil otrok. Neki, bodimo iskreni. Sem bil otrok, ne pa. Punch, zing. Ja. Nintendo, ne, Zelda, Ja. Link's Awakening, ali kaj Ja. že bila. Zdaj ga igram. Ja? Ja, original. Mislim, ne, unga za Game Boy Advance igram. Ja. No. In to v redu, ne igra, zgodba, Ja. tista verzija za NES, pa tako, pa to, pa je prišel pa Super Nintendo, pa tam, pa še Wii. Ja. Uh, Mal si preskočil, ampak v redu. no, malo sem preskočil, ja, ampak Pustil si najboljši špil ever, ne? Ocarina of Time. Ocarina of Time, Ja. Nintendo Box, ali kaj že. Nintendo 64. Nintendo 64, GameCube. GameCube je bil, to je bila Twilight Princess. Ja. No, evo. Okay. A je res toliko novega v Ja. vsaki naslednji zgodbeno Breath gledano? of the Wild je, ne, zgodba je ista, zmeraj ista. Genon pride, nekaj se zgodi, Ja. Master Sword, Vidiš, to vse je, je isto. to je zame deal break. Ni te star. Je. Če bi videl Breath of the Wild, bi spremenil mnenje. Tako bom rekel. Kaj pa občutek krivde? V rokah Ja. držiš. A kaj to je, Jure? Jaz ga nimam. Ne, se to, zato. Ti so čepatske, zdaj že spet povej. Ja. Okay. Ja. No, krivda, razen ko sem kriv. Okay. Jaz priznam krivdo. Okay. Kaj sem pa zdaj? Zamudil sem 3 ure. Ok, blame it on Levica za moratorij na ceste. No, to ni res. Ampak ok, čakaj. Prej sem imel celo debato, ker je res zamujal, ker so gužve na Primorki. Ja, ustavil sem se, parkiral sem avto. Več avtocest, to bo rešil problem. Parkiral sem Ja. avto pred aparatus World Headquarters in je rekel špiker na radiju, ne? Tako je nerodno mu je bilo reči, rekel tam pri Logatcu, tu je zastoj, pot se podaljša za 2 uri. To je pa že resna stvar. Ja. To je pa že Muta Koper. Muta. Muta Koper. Kaj je muta? Muta, ne veš, Muta. Muta, ne. Kaj je Kraj v Sloveniji. muta? Res ne vem. Jaz tudi za, kaj je že bila, kjero vas, zajčja vas, kaj so že imela, račja. Kaj je muta? Ja, A to je razdalja, to je najdlje, ko lahko greš. ja ne vem da je daleč. Zdaj googla, zdaj pa s pametom bil. Muta. Muta. Kje je muta? Ja. Prek Murje. Vuzenica. Muta. Evo. Muzenica vem, da obstaja. No, Ja. Muta. Veš, kje je to? Ali je kdo iz mute? Pišite nam, opa help, aparatus.si pošiljnica opa help. Ne. Ali živite v Muti in najboljši frizerski salon v Muti, naj jo zanima? Pa si, to je... Ali je to Danica? A tega ne boš bipkal? Česa? Ja, da nisi vedel, kaj to je. Ne boš res ta nisem cel vedel. pasus ven. Ne. No, Okay, povej. kakorkoli že, občutek krivde, ne smo govorili. Ja, ti imaš Nintendo v roki. Ja, Ja. ti to v rokah držiš Ja. in igraš. Piu. Piu, ja. Piu. In nimaš nikoli občutka krivde, jaz pa čas mečem v stran. Ker, pazi, Ja, povej. a so knjige v življenju, ki bi jih ti še rad prebral? Ja, So? ja. In so tudi špili, ki bi jih rad igral. Recimo, ne? Vem, ampak špil Ja. jaz pojmujem kot res čisto zgubo časa. To jaz se ne strinjam s tem. Sproščanje. Okay. Ampak jaz tudi mislim, da je igra ne vedno, da je lahko izkušnja, ki te dejansko s tabo ostane. Igre. Ja. Tako je recimo za me, recimo Stalker, enka. Ne, Ampak bili Ja. smo otroci. Ne? jaz sem to. Indiana Jones, Fate of Atlantis. Te izkušnje ne moreš pozabiti kot otrok. Ja, Ampak okay. bil si otrok. Ja. Takrat Prej, recimo Večino- prej, ta najnovejši prej, ki je bil, jaz mislim, da je čudež od igre, ki bi jo mogel vsak igrati, ki mu je saj malo to blizu, malo sci-fi, pa to. Zdi res čudež od igre, ki si včasih se spomnim tega, kako se dobrih knjig spomnim. Res. No, ampak takrat smo bili otroci. Takrat Ne, večino, kaj jaz sem si to delal. igral, 38, recimo. Ja, vidi, jaz bi to njega ne bi govoril, ampak v redu. Od otroci smo zjutraj delali ne za šolo, pa smo delali to, pa smo brali, Ja, pa smo vadili inštrument, pa smo delali Ja. tako, pa smo šli malo športati in pa tako, ja. pa smo šli malo na sprehod in tako. Si pa igral tudi igrice, ne? Ti. Ampak zdaj Titi. je pa tisti. Zdaj pa, a veš, zdaj si star
Koliko, 43, 42, 43? 42. Zdaj pa veš, naslednji korak bo pa, moj križ. To je že zdaj. No, okay, se pravi, naslednji korak bo, Nekaj sprosta to. Veš. pokojnik bo v mrliški vešici. Od 13. ure. A to blizu sva. Ja, vence in cvetje hvaležno odklanjamo, bo naslednji korak. Tako, raje darujte. In s tem v podzavesti ti vzameš Mario Kart Deluxe. Ne Deluxe, Ali kaj je? zdaj je World, to nove World. Mario Kart World. Ja, ampak to igram družinsko. Je to družabna reč, kjer se zabavamo. Tega resno ne igram sam. Sem pa igral stvari tudi sam in vem, kaj misliš. In bom tako rekel. Ko sem bil mlajši, sem pol lahko preveč igral in tam pol vem, da sem zgubil cajt. Ker sem preveč pil. Zdaj se pa tako rečem, da tole bom igral in pol eno reč igram, nekako pridem čez, traja lahko tudi pol leta ali pa en let, zato ker nimam cajta v življenju. Iz tega vidika sem pa pol tako, okay, to pa ni bil wasted time. Se pa zdaj trudim spet full, spet se trudim knjige brati, no, to je pa tudi res. No. Okay. Sem že spet, probam imeti boljši miks. Razumeš, da niso resmo samo špili ali pa samo knjige. Razumem, ker se tudi, ko se na otroška leta spominjam in to, in si mislim, v redu smo igrali 7th Guest, 11th Hour, to so bile interaktivni filmi, ki so bili narejeni z uganka. A ti si en od 3, ki jih je kupil pri nas. Pazi, uganka so bili narejeni. Vem, kaj je 7th Guest. Ti si mogel uganke reševati, se pravi, to je umske avanture so bile absolutno. To. Nekaj me je pa nasmejal. Ja. Tale firma, Trilobite, ki je naredila 7th Guest pa 11th Hour, pa Clan Destiny potem. Ja. To je benimo na noč jasno. Ampak to so odlične igre bile, zaradi tega, ker so bile uganke. Ja, okay. To so bile miselne igre. Ja. Veš, in ko to primerjam z kaj smo še igrali, Duke Nukem pa Doom, pa kakšen waste of time je pa tisti bil. I like to kick ass and chew bubblegum. Only I'm all out of gum. To mu vsakič rekel, ko bo en rekel Duke Nukem. Se pravi, nisi kot 12-letnik v Duke Nukemu šel do striptizete in vrgel. Vedno. In vedno sem se hudoval na to klinčevo rezolucijo kockasta. Ker je ni bilo treba. Pa tudi, če so daleč malo pogledali, ni več pomagalo. Taki kvadrati so bili, da je bilo že pixelated. Ja, točno to. No in ta firma Trilobite je pa hotela še nek denar dobiti, pač zaslužiti z igro, ki se je imenovala Uncle Henry's Playhouse, mislim, da je bila. Ok, tole bo slabo. In vse, kar je bilo, je bila ena ta Doll's House, ki je imela, mislim, da tako sobice. In vsaka sobica je imela eno uganko, te uganke so bile pa samo vzete iz 7th Guesta, pa iz 11th Hour, pa iz Clan Destiny, mislim, da iz teh 3 iger. Samo ena zbirka. Zaslužiti so hotel na že obstoječih zadevah. In mislim, da so na celem svetu prodali 9. Če mi spomin ne vara. Okay. 9 kopij, torej. Ja, vseh skupaj. No, to. Sem da vidim, če sem se zmotil. Če prej niste vedeli, kaj govorimo o striptizetah, pa Duke Nukemu, to je bil en špil, kjer si bil Duke Nukem in si okoli hodil in strelil in na eni točki si prišel v nek strip club, ne, ali ko se to reče. 176 kopij na celem svetu. No, to je pa več kot 9. Neki 9, sem pa narobe. Ja. No, vse je ful, no. Nerealna. No, in na eni točki si bil kako se strip club po slovenski reče? Gentleman's, kako to sploh rečeš? Mislim, da je striptease klub. Striptease klub. Pa jaz vem. Ok, striptease klub. Pa kaj boš striptease klub hodil? In si pritisnil gumb in je vrgel tako par dolarjev v striptizeto in ona je odprla modrc. Ja, tako. Ampak je odprla modrc, so bile pač Pa še na bradavičkah je imela tiste cingelčke. Ne cingelčke, več. Cingelčke! Cingelčke. Okraske, no. Okay. Kaj si to je naslov. Ne zanima me, kaj se zgodi. Cingelčki.
Kaj Kako pa pa kaj? to je? Cingel, ali cingelčki, kako misliš? Daj reči cingelčki. Cingelčki, okay, Kaj pa kaj poslušalke opazovalnice nosijo na bradavičkah? Ja, to, ja, okay, v redu je. Zdaj pa ima pa še... Piercinge. Upam, Irene, najlepša hvala za vprašanje. Jaz vedno cenim, ko celo pride kdo z vprašanjem zame, ne pa vprašanje razloži nam kvantno mehaniko. Jure Godler in zdaj si točno tega. Vprašanje za Jureta. Kot poznavalca kvantne mehanike. Jaz nisem poznavalec kvantne mehanike, jaz sem ljubiteljski bralec. Okay. Jure, ali si Seanu Carrollu že poslal priority vprašanje in seveda, kaj je bilo vprašanje in kakšen odgovor? Lep pozdrav, Matjaž. Ja, Verjetno ne veš, zakaj gre. Gre za podcast Mindscape od Seana Carrolla, ga večkrat že omenil. Ja. Kjer gosti razne goste iz vseh področji znanosti in tako. In on ima eno vprašanje, mislim, da ima a je Patreon? Ja, najbrž. Mislim, da ima to in če si donator. Aha, se tvoje vprašanje preobravnava, varianta. Možnost imaš eno vprašanje in a lifetime priority question. In velika verjetnost je, da ga bo on prebral, ker on ima enkrat eno epizodo na mesec. Samo vprašanje. Ima Ask Me Anything in samo ja. vprašanje bere. Ja. In ima boljše vprašanje, kot mi dva, by the way. Skaj žalaš? Ne, se ne žalim, samo res zanimivo vprašanje. Ampak jaz imam občutek, da jaz... Ti hočeš reči, da Sean Carroll, fizik, priznan fizik, ki ima profesor, ki ima super podcast, dobiva boljša vprašanja kot podcast, ki je minuto in pol nazaj rekel cingelčki. Cingelčki je imela na Joških. Jaz sem presenečen. Jaz sem šokiran, da Sean Carroll dobiva boljša vprašanja, kot mi dva. Kako je to? A je kaj še sveto na tem svetu? V glavnem, ja. Jaz nimam občutka, da bi on meni lahko karkoli povedal, ker je tudi on je mal tak. Veš kaj, zadnje čase govori sam še o Trumpu in to mi globoko ni všeč. Ja, tam se weird stvari dogajajo. Weird stvari vem, a prej se pa niso, ker je bil unka za sebe, ne ve. V glavnem. Ta je pa šarp. Da ni bila šala, to je bila družbena kritika. Jaz mislim, da mi on ne bi, pa tudi glede kvantne mehanike je on pristaš Many Worlds Everettove teorije. Teorije, ki je pa ti ne. Pa ne sam jaz, tudi Leonard Susskind ne. Susskind da zgubiš, ne. Če bi koga kaj vprašal, bi to bil Roger Penrose, dokler je še živ, ker ne bo več dolg. On je starejši od Hawkinga, se mi zdi. Pa Hawkinga ni, ker je bil tudi bolan. Ne samo, ampak... Nekaj breta, me je že strah. Kaj sem? Kada si začel kopati, Hawking pa si se spomnil, da je bil na vozilu, je bil bolan, ni ga več, mislim, se veste. Ne, se pač... Ja, v redu je, kul je. Roger Penrose je pa samo zmatran. Od življenja. Ja, pa poglej ga, res je že star. Fair point. On je dobil Nobelovo, mislim, da si jo je delil, ampak je dobil zato, ker je dokazal. Schwarzschild je pokazal črno luknjo, on je pa dokazal, da je črna luknja vedno, da bo vedno posledica. Splošna teorija relativnosti. Na koncu je črna luknja. Ja. Zanimivo. To je on dokazal. Mislim, to je njegov. To je njegov doprinos. Tako da Seana Carrolla ne bi sploh sprašval. Kaj bi vprašal Penrose? Penrose bi vprašal... Ne mora verjeti, da imaš odgovor na to. No, daj povej. Ne, prav gotovo bi ga vprašal nekaj v povezavi z zavestjo, ker on je na tem veliko delu. Zato ga veliko ljudi ne jemlje tako resno. Mislim, tako resno. Se pravi, bolj zanima, kaj se pol zgodi. Torej. Ne. Ne iz tega vidika, kaj pa? Ne, zavest ima veliko vlogo pri tem, kako se pojmuje kvantna mehanika in tega. In v svoji knjigi ne Road to Reality. Road to Reality, to je dobra knjiga njegova, ker res opiše vse fizike, od začetka do kar se ve. Potem je pa še ena njegova Emperor's New Mind. Ta je pa zelo zanimiva. In ko rečeš zanimiva, Luni zanimiva ali dejansko zanimiva? Ne, dejansko zanimiva. Dejansko zanimiva, Tako da nekaj povezavi s tem. No, zdaj pa, da ne bova ratala preveč legitimen podcast. Naslednji odziv. Dejansko poslušam nag, vejca, jebiga, vejca, postla, 3 pikce, ni za kaj. Naga. Jebiga, postla. Nag posluša. To je tako grdo.
Živijo, kupujem svojo prvo uro Oh, God. in moj budžet res dvakrat, res ni visok. To je noben problem. Sej to ni, to pa res ni težava. Ja. To sem tudi jaz hotel reči. Zanima me vajno mnenje nad Casio Collection MG24. Priznam, da ne vem, kje je ura to je. Jaz jo googlam, pa jo ne najdem. MG24. Okay. MG24. Ali bi morda priporočala kakšno drugo uro pod 100 evrov? Hvala, Commander in Sultan, Matija. To pa ja ni problem. Obstaja MQ24. Po moje se zmotil. Ja, najbrž je MQ24. A sta Q pa G skupaj, niti ne, ampak ok. Veš, kakšna je, Leo, klej ti jo pokažem, lej, čakaj. Se bom dal na ta monitor, lej, počakaj. In klej ruknu, se pravi, to je takole razgleda. Tak field. Čisto redo uro. Čisto redo ura, ja, jaz bi tudi rekel. Jaz mislim. Ja. Jaz bi priporočil tole. Kaj? Čista najbolj osnovno Casio. Da, to ti vedno rečeš, ne? Ja. Ampak če človek hoče bolj field uro, jaz mislim, da je to super ura. Ja, ali pa... Meni se to zdi zelo legit ura. Ja, 21 evrov stane. Zakaj si pa ne kupi pod 100 evrov? Zakaj si pa ne kupi Seiko 5? Ja, avtomatski. Ja, Seiko 5. Kaj pa narobe s Seiko to? 5, nič. Koliko res vem je pod 100 evrov? Seiko, 80, 90. karkoli od Seiko, ta bi jaz rekel, ja, to je res. Če hočeš čim bližji stotki prijeti, karkoli od Seiko. Zdaj je odvisno, kakšno uro rabi. Ja. Bolj utilitarno, Tako. pol bi tisto osnovno Casio, ne? Ja, Če pa bi malo, tako da se malo pokažem, pa bi pa moja tiska Seiko. Seiko, ja, to je res. Seiko to res nerealno veliko dobiš za zelo malo denarja. Prav petki, ne, Seiko 5. Ja. Ja, veš, da časa ok podcast, star. Ok, živijo še enega, pa greva na tisto, kar ti čakaš. Živijo veliko skupnega, sta že doživela in preživela tudi tek na 60 metrov, in že izjemno klep emoji. Hvala. Ne, ni klep emoji, to je tisti, veš, emoji za ušnice. Zanima me, kje pa bi potegnila črto in rekla, ok, Anže, Jure, tole je pa preveč, nisva več prijatelja, ni več opazovalnice. Anže se mi zdi vsako epizodo na meji, ampak zdaj je zmagal in ga bo to verjetno še dolgo držalo. Veliko užitkov na večerji, pa 3 pice emoji. Na večerjo še greva, nisva si šla, bo dokumentirano, ne skrbite. Jaz ne grem. Greš. Nisva več prijatelja, se nisva prijatelja. Nisva prijatelja. Moraš biti prijatelj, da... Moraš biti najprej prijatelj. Ja, ne. Jaz bi vseeno biti, edina stvar, ki bi jo rekel, je, da opazovalnica, midva se pogovarjava, midva jo toliko resno jemljava, da se pogovarjava o, a veš, ali še, kako še, na kakšen način, dejansko, in mislim, da in vsaj iz moje strani, Jure, mogoče me boš pa demantiral, ne vem, je v bistvu tako, da rada to delava. A to si upaš reči? A opazovalnica? Ja. Pa ne vem, jaz sem rad denar. Aparatus.si poševnica podpri, oziroma podpri.si. Zakaj? Zato, ker dobite vsakeč dodatno mini epizodo, dodatnih 10 minut, ki nima veze z osrednjo epizodo, to, kar zdaj le poslušam, da bo res neki weird. In ta del ima tudi svoj intro, ki pa slutim, da se bo kmalu zamenjal. Slutim, da se bo intro za Dobo Barvo kmalu zamenjal. Prišli smo do momenta, ki Jure ni vedel, da ga čaka. Če je vprašanje, ki se veže na... A še enega bi. Ker se veže še na tek, pa na to, okay. Da ne bomo to vlekli zdaj tam. Ja, okay. Pozdravljena jezdeca. Okay. Prvič, glede na standard tega podcasta sem za vajen tek pričakoval angažma Timing Ljubljana. Ja, tudi jaz, dragi jezdec, tudi jaz. Robežnikovo video skropucalo žal ni na nivoju. Tudi jaz. Ki ga opazovalnica super zasluži. Ki ga, by the way, tudi če se kasneje naročite, dobite in dostop do videa, do Juretovega predavanja in zdaj 5 dodatnih ki epizod. Ga opazovalnica zasluži. Hvala lepa. Pa ne bomo več Hvala tudi Jožetu za izjemen video. Ne bomo več to načenjali. In drugič, sta razmišljala o lifetime satelitu, mesečna nizkozemljska orbita bi lahko imela tudi nadgradnje v obliki geostacionarne letne. Letna, ja. Ali medgalaktične sonde, lifetime naročnine. Za poslušalce z resnim budžetom je tisti mesečni drobiž kar mal neroden na mesečnem izpisku. To jaz sem že tu vedno govorim, dej zaokrož teh 5 evrov vsaj na 100.
da ne bo ljudem nerodno, da na banki. Halo, ja, banka tukaj. Veste, kaj vas kličemo tole? Tole imamo opazovalnica, satelitska naročnina. Tole je 5 evrov. Tole, veste kaj? Mal neugledno zgleda tlele, ko delamo mesečne bilance. No comment. Ko delamo mesečne bilance, zdaj pa. Tako da, Anže, a se bo dvignila naročnina ali se ne bo? Ja, jaz mislim, da ne. Lahko bi odprl še en pas, kjer ljudje rajo, recimo 10. Ja, jaz bi vsaj. Ampak isto, nič več ne dobijo. Razumeš? Ali daš 5 ali daš 10, isto dobiš. Vsaj ceno kosilo. Kosilo okay. Je pa koliko v Ljubljani? 30-40. Okay, a hočeš zdaj slišati, kaj sva dobila? Lep pozdrav, August. August, hvala za žaljenje Jožeta Drobešnika. Ne, pač tako je. Okay, zdaj bom pa jaz to predvajal. A si pripravljen? Prosim, priprav se. Okay, zelo kratek posnetek je. Ne? Zelo kratek posnetek. Okay. 3. A je to že do pobarba? Ne, ni še do pobarba. 3, 4, zdaj. Opazovalnica, poslušam Naga. A je to naša? Ja. No. Včasih je treba prosto, da kaj dobiš. Včasih je treba. Idiot. Včasih je treba prosto, da kaj dobiš. Rad bi, da je on the record, da jaz ne rad prosim. Ne vem, če sem v lifeu 2-krat prosil. Imam malo kar solzne oči. In zahtevam na tej točki, da zavrtiš še enkrat. Opazovalnica, poslušam Naga. Odlično. Instagram od gospodične pa je? Nimam ga. Nima Instagrama. Še vedno anonimno prehaja. Jaz ne vem, razumeš? Jaz ne imena, ne vem, nič ne vem. Mail je sfaken mail z unim Apple, ki skrije, a veš? A res? Ja, nek iCloud random mail je. Jaz ne vem, kdo je to. Random iCloud mail? Ja. Pa zakaj želi biti tako anonimna? Zato, Jure. Zato, ker te iritira, slash vzburja. Jaz se hecam. Ja. Ali je to nov intro za to pobarbo? Ja. Je. Okay. Je doseglo nivo. Pa ne sem, to je tudi intro opazoval. To je zdaj naš tako imenovan jingle. Moram pa reči, najlepša hvala, res ste se odzvali, ne gledati, ti nič gledati. Bom preštel, se pravi, to je bil Luka, 1, 2, 3, 4, 5, 6 novih introv sva dobila. Ne? A res? Ja, v tem času. Odkar sva nazadnje rekla, da jih bo kmalu zmanjkalo, tako da najlepša hvala. Sam, če niso od punci, ne bomo vrteli. Ne, nas to ne odvrne, te stvari vedno rabva, tako da le pošljite. Mogoče je tudi tako, če človek posname, to je moj predlog, če človek posname Prešeren Kosovel opazovalnica, gre za intro epizode, če pa ta poslušam Nag, je pa mogoče predo po barbi, ampak vedno bo pa tudi tvoja muza. Ja, vedno. Ja, tako. In ko smo zdaj že tukaj, zdaj bomo šla v do po barbo. Res čudovit glas. Tak, primeren. Okay. 090 glas. Ruf mih an. Zdaj zarolam, da gremo do po barbo? 2-krat zarolej. Opazovalnica, poslušam Naga. Opazovalnica, poslušam Naga.